Če se ozrete naravnost nazaj proti vhodu v cerkev, boste opazili domobranski križ. Simbolni grob, kjer so Šentjoščanke na praznik vseh svetih 1. novembra 1945 prvič javno prižgale sveče v spomin na svoje sinove, očete in može, za katere so vedele in slutile. Lahko rečem, da je polovica žrtev še živa padla v jamo. Nekateri so živeli le nekaj časa, drugi, manj ranjeni, pa tudi več dni. Slišal sem, kako je nekdo klical svoja dva brata, Vinka in Toneta, pa ne za dolgo, kmalu je oddihnil. Kobocal sem po mrtvih in živih ljudeh in nekako privezal do skrajnega roba. V jami je bilo še veliko živih. Bili so ena sama strašna, stokajoča in jokajoča domina. Šentvid Ljubljana in Teharje pri Celju, to sta najhujši uničevalni koncentracijski taborišči za Slovence v vseh treh totalitarnih režimih. Starejši, če malo zajamete sapo, se jaz spomnite, ko je bilo grozno v Avšvicu, Dachau, Mauthausen in tako naprej. Ampak Teharje in Šentvid nad Ljubljano sta za verjetno več kot 5000 žrtvami proti enemu, recimo Avšvicu z 2000 pa nekaj žrtvami in tako naprej. V slovenski državljanski vojni je pobitih 2% prebivalcev Slovenije. To je natančno toliko, kot je v španski državljanski vojni in ameriški državljanski vojni. Ne Španci, ne Američani svojih državljanskih vojn še niso prebavili, zato se bomo mogli s tem dejstvom soočati in se s tem začeti ukvarjati. Bilanca je približno 25 000 mrtvih povzroči komunistično stran, 5000 mrtvih proti komunistično. Slovenska znanost je sposobna resnico odkrivati. Kaj bomo pa mi z resnico delali, je pa naš problem. Ali bomo bežali pred njo, ali se bomo v njej pogovarjali, ali bomo jo razumeli, ali ne bomo razumeli.